Saj smo že rekli, kaj ne, da se veselimo pisanega in tudi tematsko raznolikega konca tedna ob morju. Rokometno društvo Koper, tako v koprski areni Bonifika, organizira zaključni turnir Pokala Slovenije. Po žrebu je sedaj jasno, da se bodo Koprčani pomirili z Velenjčani. Navijala pa bo vsa Slovenija, za vas imamo celo 2 vstopnici, če se nam boste pridružili v živo. Z nami v studiu pa so že Simon Mavčec v imenu organizatorjev in rokometnega društva, Zoran Jovičič, tudi v zadnjih dneh ne popušča pri treningih rokometašev, in z nami je tudi Tilen Sokolič, ki si je za svoje športne rezultate že priigral naziv športnik Mestne občine Koper, seveda v minulem letu. Lep pozdrav, dobro jutro vsem trem. Dobro jutro. Gospod Simon, so se sile moči pri žrebu porazdelile modro? Vam je uspelo? Sicer naša tiha želja je bila drugačna, ampak uredno. Mislim, da bo Koper poln vrhunskega rokometa in da bojo ljubitelji rokometa prišli na svoj račun. Gotovo bodo na svoj račun prišli tudi tisti, ki bodo poklicali v naš studio. Podelili bomo 2-krat po 1 vstopnico za ogled tekem. To je naša telefonska številka 0566 85 611. Rekli ste pa, da jim boste postavili eno vprašanje, ki ste ga izbrali. Povejte, kaj je vprašanje za naše gledalce? Katere 4 ekipe so se uvrstile na zaključni turnir Pokala Rokometne zveze Slovenije? Sicer pa, Zoran, vi ste trener, kakšno je vzdušje v ekipi tik pred zdajci, kaj se dogaja? Pa po pričakovanji nič kaj pretresnega. Mi smo itek ta pokal vzeli kot eno nagrado za vse nas, ker klub je star 1,5 leta. Prišli smo med 4 najboljše v Sloveniji. Ekipa je zelo mlada in bomo izkoristili ta turnir za nabiranje novih izkušenj vseh teh fantov in se zahvaliti našemu občinstvu, našim navijačem 12 Kopra in vsem volonterom, ki delajo za klub. In že je poklical nekdo v naš koperski studio. Dobro jutro, komu in kam? Dobro jutro. Ženski glas, to nas veseli. Radeče. Radeče, torej drugi konec Slovenije. Povejte, gospa, znate odgovoriti na naše vprašanje? Seveda. Velenje, Gorenje, RK Celje Pivovarna Laško, RK Dol TKI Hrastik in Koper. Dobro, podelimo vstopnico. Gospa, podatke pustite v režiji. Hvala, torej odgovor je bil v redu. Pravilen, vrniva se na Tilna, torej na mladih. Svet stoji. Kakšni občutki se verjetno prilivajo v vas? Gre za turnir v vašem mestu, v Kopru. Ja, mi smo zelo veseli, da nam je to ratalo in tudi, da bomo imeli doma turnir. Mislim, da je to za nas ena velika izkušnja in da delamo na popravi poti in da bomo drugo leto lahko z njimi tekmovali v ligi. Kot je že rekel vaš trener, ste mlada ekipa, kar je v bistvu spodbudno. Vseeno pa bo ves Koper pravzaprav v znamenju tega športnega dogodka. Smo sedaj že pripravljeni na številne te organizacijske podvige? Jaz moram reči, da je bila kar velika dilema v upravi kluba se odločiti prevzeti organizacijo turnirja ali ne. S tem, da smo se na koncu odločili, da to le prevzamemo ravno iz tega, da damo našim fantom, strokovnemu vodstvu in vse to kot neko nagrado za osvojitev oziroma uvrstitev na zaključni turnir. In tudi želja ljubiteljev rokometa je bila izražena, da bi probali ta turnir organizirati v Kopru. Je pa dejstvo, da je to zelo velik organizacijski podvig. Jaz bi se v tem priliki zahvalil pokroviteljem, ki smo jih uspeli nabrati za to prireditev in izpostavil, da bo v finalu, v polčasu finalne tekme v nedeljo, finale se je igral ob 17:30, naš pokrovitelj Adriatic Slovenica je izžrebal prvo nagrado in to je sicer reprezentančni dres
našega sokrajana Dejana Bombača. Dejana Bombača, tudi prav na teh sedežih je sedel S večkrat. katerim je igral na svetovnem prvenstvu v Katarju. In druga zanimiva nagrada bo večerja z našim kapetanom Urošem Rapocem. In naj povem tudi vsem udeležencem, ki bojo prišli na prireditev, da bojo z izpolnitvijo vprašalnika oziroma kupona 2 dni nezgodno zavarovani ob obisku te prireditve. Čudovito, očitno se Kopru vlača sloves enega izmed središč rokometnih v Sloveniji. Zoran, omenili ste, da ste zelo mlada ekipa, se uspešno pomlajate. Mi smo celo premladi, jaz pravim. Mi bi rabili še kakšna 2 bolj izkušena igralca za nekaj več narediti, ampak nič hudega. Vse se prehitro dogaja. Lani smo iz 3. lige ekspresno prišli v to drugo. Zdaj smo trenutno vodilni v 2. ligi. Pač nismo niti pričakovali takšne serije zmag, ampak one se dogajajo in mi se s tem ne obremenjujemo in imamo še 6 kol do konca prvenstva, kjer bi ob zmagah na vseh 6 kolih prišli v 1. ligo, kar bi bil fenomenalen uspeh za to mlado ekipo. Jaz lahko samo menim, da je užitek delati s temi fanti, da so vse domači fanti zrasli v Kopru in okolici in ni lepšega, ko ena sredina ima vse svoje domače fante. Nas veseli sreča, torej je bila na vaši strani in trenutno je, upamo, da bo tudi v prihodnosti. Tilen, kakšni so pa vaši cilji za naprej, česa si želite? Najprej si želimo napredovanja v 1. ligo in na to v 1. ligi nabirati izkušnje med temi boljšimi ekipami in da bomo zrasli tudi mi nekoč v eno evropsko ekipo. Tako, s tem bomo tudi zaključili. Srečno vsem trem, predvsem pri organizaciji turnirja in seveda vam pri dobri igri.